Zelo všeč mi je bil naslov tega posveta, ker vključuje 3 besede. Sprememba, srce in pogum. Zato sem tudi današnji pozdravni nagovor pripravila na osnovi 3 besed. Teh 3 besed. Ko smo v naravi, kar danes smo, recimo, da bomo imeli tudi kaj časa, da gremo naokrog pogledu, vsi z velikim veseljem opazujemo spremembe. Vsi radi opazujemo, recimo, kako spomladi ozeleni trava, kako se gosenica spremeni v lepega metulja. Proces teh sprememb nam je strašno zanimiv, strašno lep. Takoj, ko pa se začnemo pogovarjati o spremembah v sistemih, bodisi v neki organizaciji, bodisi v spremembah na nacionalnem nivoju, recimo na nivoju zdravstvenega sistema, takoj postanemo skeptični. Sprememb, ki se tičejo nas samih, se bojimo, ker ne poznamo novega stanja. Zato nam vzbujajo strah in dvom. Na poti vidimo ovire, razpotja, za katera nismo sploh prepričani, kako jih premagati in uspešno obvladati. Premišljujemo in premišljujemo o njih, vedno bolj smo ranljivi, sistem, ki prihaja, nam predstavlja nekaj neznanega, zato smo ranljivi. Upuščamo namreč nekaj, kar je varno, kar nam je poznano, kar nam je udobno in je tisto stanje, v katerem smo, v katerem delujemo in vemo, kaj pričakovati. Res je, da to sedanje stanje lahko ni optimalno, lahko ni učinkovito, lahko ni kakovostno, lahko se zgodi, da celo ni varno, ampak nam je v uteho, zato ker ga poznamo. Neoptimalnega, neučinkovitega, nekakovostnega in nevarnega stanja si v zdravstvenem sistemu ne moremo privoščiti. Zato so spremembe, stalne spremembe, ki sistem urejajo, nujne. Ker je zdravstveni sistem kompleksen, tudi nikoli ne moremo v zdravstvenem sistemu omenjati revolucije, ki bo sistem v enem trenutku obrnila na glavo. Beseda reforma, ki jo tolikokrat vsi omenjajo, sama po sebi, po svoji definiciji, pomeni niz majhnih sprememb, s katerimi skušamo sistem pomakniti v neko recimo temu, boljše ali pa bolj učinkovito stanje. Ukrepi in spremembe, ki jih skušamo uvesti, niso vedno na neki zakonski ravni, ne pomenijo zakonskih predlogov. Lahko gre za majhne organizacijske spremembe, na primer uvedbo dodatnega tečaja ali pa izobraževanja za medicinske sestre, ki bo motivirala za bolj učinkovito in bolj kakovostno upravljanje dela. Se pravi, brez sprememb življenje sploh ni mogoče. Na primer, ustanovitev registra raka na Onkološkem inštitutu leta 1950 zagotovo ni bila lahka. Danes pa je ta register naše bistveno orodje za spremljanje učinkovitosti zdravljenja bolnikov z rakom v Sloveniji in kot tak nam tudi nudi neko osnovo in pa podporo za sprejemanje odločitev in spremljanje teh bolnikov. Osnovna usmeritev Ministrstva za zdravje v naslednjem obdobju je zagotovitev dostopnosti do kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev za vse prebivalke in prebivalce Slovenije. V tem trenutku to predvsem zaradi dolgih čakalnih dob ni mogoče. Seveda ta težava ni samo naša, ni edinstvena, niti ni enostavna, kot smo se večkrat prepričali, ni enostavno rešljiva, sploh ne samo z dodatnim financiranjem. Potrebne so spremembe sistema financiranja, sistema nagrajevanja, sistema vzpodbud, sistema nadzora, sistema upravljanja čakalnih seznamov. Vse te spremembe so spet zahtevne, so težke, se jih bojimo. Zato, ker sedanji sistem poznamo, ker nam nudi udobje in sigurnost. Vsi pa vemo, da morda ni najbolj učinkovit in da tudi ni varen za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Za spremembo, kot vedno, bomo tudi tokrat poleg znanja potrebovali srce in pogum. Potrebovali ga bomo vsi deležniki v zdravstvu in prepričana sem, da ga imamo dosti
in da bomo na podlagi argumentov in analiz, ki bodo zmanjšale našo negotovost, strah in dvome, skupaj uspeli stopiti na pravo pot in jo v ustreznem časovnem obdobju tudi prehoditi do cilja. Iz programa tega posveta vidim, da bo na tej konferenci predstavljenih veliko idej za spremembe. Zato vam želim veliko konstruktivne in argumentirane razprave o vsaki ideji posebej. Za zaključek pa še misel Nelsona Mandele. Vedno izgleda nemogoče, dokler ni narejeno.